duet Bingle Bongle, v vajin paket je vključen en bingle, si to ti? To morajo povedati obiskovalci oziroma tisti, ki poslušajo, zato smo pustili odprto zadevo. Ni definirano, kdo je kdo. Drugi bongle in žur, dokler nas ne izključijo, in vsa ljubezen, ki jo premore vesolje. Kje jo iščeta, najdeta, kako jo delita? V bistvu osnova je prijateljstvo, res dobro, res dva zelo povezana človeka, tudi v glasbi seveda, potem posledično, in iz tega ven je tudi prišla inspiracija, ideja, nastopanje, vse pa neko organsko pol samo od sebe razvilo, tako da s tem dajanjem nismo nikoli imeli težav, ker smo oba taka, da rada dama, da rada omogočima, če se le da se bomo fajn, in zato nama tudi to predstavlja nek način poslanstvo in se vse lepo organsko prepleta med sabo. Če lahko našteješ nekaj večnih poletnih hitov, ki jih z veseljem poslušaš znova in znova? To bi se težko opredelil, zato ker sem tak človek, da me nekaj zagrabi in pol me ne spusti dolgo časa in nimam nekih repeticij, tako da težko bi rekel. Sem pa trenutno v taki eri beach house, taki melanholiji malo, pa tudi seveda, kaki funk, klasike, to me vedno dvigne, tako da imam neko ravnotežje. Da bi pa se vračal konstantno z enim komadom, to pa ne bi mogel reči, ker je preveč muzike. Če ti rečem nekaj poletnega, kaj mi ti rečeš nazaj? Ja, morje, borovci, prijatelji, družba, to je to. Barman Uroš, kako si pristal v svetu koktejlov in kaj je najbolj zanimivo v njem? V bistvu je tak, čisto po naključju. V bistvu vedno sem želel probati več stvari v življenju, se pravi ene ali druge, zmešati, pa v bistvu med faksom, tipično tako vsak stali, med faksom začeli delati. Pa sem šel po 4 letih čist amaterskega dela v tujino, v Amsterdam študirati, doštudiral tam privatno šolo in v bistvu pa je pot prala še po Evropi, po Sloveniji, zdaj pa v bistvu je to. Super, kaj pa je definicija dobrega koktejla? Definicija dobrega koktejla v bistvu je kot prvo, da gostu že predstaviš oziroma poslušaš gostove želje. To je najbolj pomembno v bistvu, ker samo takrat lahko ti tudi v bistvu narediš dober koktejl. Najbolj pomembno je pa balans. Balans med sladkim pa kislim, pa med močnim alkoholnim, pa med brezalkoholnim v bistvu nežnim. V bistvu pomemben je balans, izgled, trendi se pa spreminjajo v bistvu zelo pogosto, tako da v bistvu je vsako leto nekaj novega in kaj je najboljši v bistvu je pa čisto relativno, čisto od človeka odvisno. In kaj ti priporočaš za nekaj poletnega? Jaz obožujem v bistvu nasplošno, mi je Moscow Mule čudovita zgodba, mi je pa v bistvu vodka, klasična vodka z polovico limete sveže stisnjene, pa v bistvu z ginger beerom, s pravi ingverjevim pivom, s pravi malo spicy po ingverju, kislo od limete, vodka pa tako v bistvu ne čutimo, teda v bistvu je taka res poletna osvežina, dobra zvuca. To danes imamo v ponudbi, tako da mi je to. Bomo probali. Marko, kaj bi rekel, katere so must-have zbirke glasbenega entuzijasta in selektorja kot si ti, oziroma vidva? To je tako široko vprašanje, da mislim, pri meni so italo disko, ene obskurne klasike mogoče, pa kaki, ne vem, dobri, ne vem, psihadelični funk iz 70-ih, bilo to, kaj je zelo težko dobiti. Pa imaš po drugi strani nekoga, ko, ne vem, zbira metal, pa imaš tam toliko nekih holy grailov, v bistvu vsak žanr ima svoje holy graile. Kaj pa je tisto pri glasbi, ki tebe osebno najbolj prevzame oziroma odnese? Kaj je tisto nekaj? Ne, čisto sam sabo sem. Vseeno, kje, karkoli, jaz se v neki svoj svet prepustim in mi je ta glasba skozi življenje zelo pomagala, samo to moram reči. I love music. Če ti rečem nekaj poletnega, kaj mi odgovoriš? Negroni.